malčkov, o naslednji novici ste danes gotovo poslušali v Otanet. V vrtcu Zarjana je bil vzgojiteljica in pomočnica otroke disciplinirali tako, da sta jih zaprli na balkonu. Otroci naj bi staršem povedali tudi, da sta jim z lepilnim trakom prelepili usta. Skoraj preveč grozljivo, da bi bilo res. Ni jih zato malo dvomljivcev, ki pravijo, da je vse le plod otroške domišljije, oziroma da sta starša enega od otrok, nad katerim naj bi se vzgojiteljica znesla, pretiravala. Vzgojiteljice sta po nekaterih izjavah staršev sodeč svojo odpoved podali pod prisilo. Danes pa sem osebno govorila z mamo opletenega dečka, ki se v medijsko obračunavanje ne namerava spuščati in ta razplet, kot pravi, ni to, kar je osebno želela in pričakovala. Jaz nisem hotela, da nikogar da bi odpustili, sem samo hotela, da mojega sina predstavijo v drug oddelek oziroma v drug vrtec. A prepis v drug vrtec ni tako enostaven, zdaj ko je rok za oddajo vpisnic v vrtce že potekel. Družina domnevno trpinčenega dečka se javno ne želi izpostavljati, to je vse, kar so želeli povedati. Sicer pa je na njihov račun danes priletelo kar nekaj očitkov, vse možne plati zgodbe pa je na terenu preverjala Maja Kos. Za ograjo zasebnega kamniškega vrtca naj bi se dogajalo veliko več kot le nedolžna otroška igra. Skupaj z odstopno izjavo sta zato svoje stvari pospravili vzgojiteljica in pomočnica. Presenetljivo pa ima danes v bran koraka veliko staršev. Kaj točno se je dogajalo, da sta morali vzgojiteljici priznati oziroma podati odstopno izjavo oziroma odpoved, starši ne vemo. Dejstvo pa je, da starši stojimo za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice. Naši otroci so bili zadovoljni za vzgojo. Prav ne bi najdela po naših informacijah tiste, ki so opozorili na trpinčenje otrok že pred tedni in na dogajanje na balkonih vrtca obvestili mamo domnevno trpinčenega fantka. Je res bilo nekaj, bom rekel, nesoglasje med starši in vzgojiteljico, vendar nič posebnega. Gospa ravnateljica je tukaj? Je tukaj, ampak ima sestanek v pisarni. Ugasnjene luči v zbornici pa ne prikrijajo dejstva, da ima ravnateljica Jelka Golob že cel dan uradne obiske. Župana prestrežemo tudi mi. So vas poklicali iz vrtca? Ne, pravzaprav sem jih poklical sam, ker uradno me ni o tem dogodku nihče obvestil. Je slišati jezen šarec, ki Golobovo sicer prepriča, da spregovori tudi na glas. A ta prave slike o domnevno vprašljivem kaznovanju otrok še nima. Ko govorimo recimo o uporabljanju selotejpa za usta in potem zapiranje na balkon v zimskem času, to se je dogajalo ali se ne? Glede, jaz bi se zdržala vseh izjav. V tem kontekstu, kaj je res in kaj ni res. Ker resnici toliko, kot je ljudi vpletenih. Župana takšno ugibanje ne zadovolji. Po mojem mnenju, glede na to, da sta dali odpoved, je neki indic, da se nekaj vendarle zgodilo. 15 staršev pred našimi kamerami ne deli njegovega mnenja. Z odpovedjo vzgojiteljice njene pomočnice je bila vsaj za vodstvo vrtca ta težava zaključena. Neuradno pa seveda ostaja veliko odprtih vprašanj. Tudi to torej, ali so na tem balkonu, ki ga vidite za menoj, res v nizkih temperaturah zapirali otroke za kazen in ali so jim z lepilnim trakom res lepili usta. To bo sedaj preiskovala policija, pa tudi kriminalisti, vsaj tako so nam danes poročili iz Policijske uprave Ljubljana. No, sodnik pa je tako in tako vsak starš za svojega otroka. Hvala lepa, Maja. Zarja naj bi vzgojiteljica in njena pomočnica trpinčili otroke stare 3 in 4 leta. V mrazu naj bi jih, kot pravi ena od mam, zapirali na balkon in jim celo z lepilnim trakom prelepili usta. Obe sta že v četrtek sami dali odpoved, čeprav so se jima v bran postavili drugi starši iz vrtca, ki trdijo, da si je mama celotno zgodbo izmislila. Vzgojiteljica in njena pomočnica iz skupine Sonček naj bi otroke v mrazu zapirala tu na ta drugi balkon, večkrat pa naj bi jim tudi zalepila usta. Nobenega trpinčenja ni bilo, pa je ogorčen oče enega izmed 19 otrok iz skupine Sonček. Zato je 15 od skupno 19 staršev podpisalo peticijo in od ravnateljice zahtevajo, naj vzgojiteljici pridete nazaj, saj so bili z njunim delom zadovoljni. Starši stojimo za vzgojiteljice in pomočnico vzgojiteljice. Naši otroci so bili zadovoljni za vzgojo oziroma za načinom, kako se je z njimi delalo. In dodaja, da naj bi si zgodbo o trpinčenju otrok izmislila mama, ki ima problematičnega otroka. Seveda smo želeli stopiti v kontakt z omenjeno mamo, vendar je nismo uspeli priklicati. Redkobesedna ravnateljica, ki policija o domnevnem dogodku ni obvestila, pa je potrdila le, da sta minuli teden vzgojiteljica in pomočnica dali odpoved, vendar razloga nista navedli. V torek smo imeli sestanek.
Seveda so bile pogovorice z določenimi starši, v četrtek sta sodelavki podali odgovor. In s tem je bila za vodstvo vrtca Zarja težava rešena. Zasebni vrtec, ki mu občina podeli koncesijo, pa je danes obiskal tudi kamniški župan, ki pravi, da občina pravno formalno nima pristojnosti, da bi ukrepala. Tukaj nekih nadaljnjih postopkov ni na naši strani ali pa na strani vrtca, ampak kot sem rekel že prej, na strani organov pregona. Kaj se je v resnici dogajalo za zidovi vrtca, pa preiskujejo tudi policisti in kriminalisti, ki so vrtec obiskali danes zjutraj, ko so za domnevni incident izvedeli iz medijev. Da naj bi vzgojiteljici v enem od oddelkov kamniškega vrtca Zarja trpinčili otroke. Vzgojiteljici sta že dali odpoved. In ker so se v vrtcu sprva zavili v molk, je dogajanje vzbudilo precej več ugibanj in različnih odzivov javnosti kot bi sicer. Večina staršev sicer meni, da so obtožbe lažne. Že dopoldne so informacije začeli preverjati policisti. Zadevo bo preiskal tudi inšpektorat za šolstvo. Ogorčeno pa so se odzvali starši malčkov iz oddelka, kjer naj bi do trpinčenja prišlo. Mi vzgojiteljici podpiramo, da se to, kar se piše, ni zgodilo in da pričakujemo, da se vzgojiteljici vrneta in da se lahko se in verjetno se bo zgodila preiskava, da pač se starši strinjamo za njima. Smo enotni, mi smo za to, da se vzgojiteljice vrnete nazaj. Mi smo vzgojiteljicami 3 leta zelo zadovoljni, nobenih komplikacij, nič. Krivica se jima je zgodila. Mi smo tudi zadovoljni z vzgojiteljicama 3 leta in naš fantek pred njima, mi smo priznali vzgojiteljici, potisnili sta bile v kot. Starši menijo, da so obtožbe lažne in priznanje izsiljeno, saj naj bi jim to priznali tudi vzgojiteljici. Ravnateljica pa pravi, da sta ji vzgojiteljici brez prisile priznali, da naj bi se kaznovanje s trpinčenjem enkrat ni zgodilo. Ko smo se sodelavkami o tem pogovarjali, je seveda bila primarna zadeva zaščititi otroke, druga zadeva je zaščititi tudi sodelavke od vsega pogroma, ki se lahko v takih zgodbah zgodi, in je bila najbolj humano, če si lahko tako izražen, odločitev, da sta odpravili. Ravnateljica se je zavedala, da bi morala dogodek prijaviti, vendar je bilo žal vzgojiteljic. Reševanje zapleta brez, da bi nesporno ugotovili, kaj se je zares dogajalo in na to ustrezno ukrepali, je zdaj vrtcu in vsem vpletenim prineslo več škode kot pa koristi.